Še par vprašanj, kar se tiče teka. Ena taka pogosta zadeva je tudi velikrat, če delam veliko teku, je koliko se pravi recimo med neko dlje trajajočo tekaško aktivnostjo, koliko ne bi vmes jedel, pil, imaš priporočila različna, vem, da če se ne motim, je tudi Tim vas predaval ravno o hidraciji, ne vem, še zmer se velikrat pojavlja to, ne vem, vsakih 15 minut zaužite 2 deci tekočine in podobno. Tudi na maratonih so postaje, včasih na 2,5 kilometra, kjer lahko stalno se nacejaš. Kako je kaj s tem mogoče, čisto še nasvet za tekače z tega vidika? Čisto iz vidika zdaj, iz vidika hidracije, hidracija je eno tako res zelo pereče področje športni klinični prehrani, ampak da ga probam, kar se ga da čim bolj posplošiti, bi bilo nekako tako. Zdaj, prekomerno pitje zna vodo do smrti, oziroma hiponatriemijo. Plasti vode, če se ne motim. Ja, pač čisto iz vidika tega je nevarno, recimo sploh na Ljubljanskem maratonu, se nacejati. Pomeni, temperature so dokaj nizke, potenje ni tako veliko, lahko dokaj hitro pride do hiponatriemije, ne? Oziroma do posledično tudi mogoče smrti zaradi tega. Tako da je primerno, recimo na Ljubljanskem maratonu se držati tega enega priporočila piti po občutku želje, ne? Recimo čez eno tako maratonsko razdalje. Ampak treba je povedati, da se je to treba ne samo orientirati na ta čas te telesne dejavnosti, tudi prej je treba biti, ne? Seveda dobro hidrirani. Tukaj imajo že ljudje, niso dovolj navajeni, ne? Kar je drug problem pri hidraciji, je tudi to čisto odvisno od pogojev, ne? Odvisno od potenja, ne? Recimo če pogledamo nek Ironman na Havajih in podobno, tam se dejansko z zaužitjem tekočin oziroma se zraven ogljikovih hidratov in soli dejansko proba zgolj omejiti ta negativni vpliv dehidracije, ne? Včasih vem, da se je to odgovoril, ampak to, če se ne motim, je nek mit bil, da že 2% dehidracija negativno vpliva. Ja, tiste so bile določene študije, katere so to dokazali, ampak so bile čistko iz metodološkega vidika so bile zelo slabe narejene. No? Je bil tako v bistvu še vročinski šok, ker so jih dejansko prvo dali v savno, pa so jih potem testirali naprej, da so jih dosegali 2% dehidracijo, tako da... Niso bili življenjski pogoji. Ja, je to čisto nekako druga. So druge študije potem za bolj primerno metodologijo dokazale, da temu ni tako. Tako da iz tega vidika je zelo težko neko priporočilo, kot si ti rekel, ne vem, 200 ml na vsakih 20 minut. Ja, v nekaterem pogoju je to primerno, v drugem pogoju mogoče ne, oziroma je to premalo, mogoče celo za nekater drug pogoj. Danes je, da se držimo že občutka. Tako, ja. Pa da imamo... En nekaj pozabimo na to. Zdaj, to, kar se tiče tega občutka že, se zna sploh pri starejših zna to dogajati. Ampak v večini to ni primer. Če pa vidimo, da je to naš primer, potem si je pa treba narediti plan hidracije. To pomeni, kar zdaj to pomeni, je to, da se dejansko v istih pogojih, v katerem bo tekmovanje, se pogleda prej, kakšno bo vreme, kakšno bo vlažnost in podobno, se naredi kopalniški test, kaj to pomeni, da dejansko se stehtaš pred telesno dejavnostjo, potem tisto, koliko si med telesno dejavnostjo spil, si odmeraš, če greš tudi na urinirati, si moraš to tisto izmeriti, kar upaš, da ni to tako vmes. In potem se stehtaš tudi na koncu telesno dejavnosti in ugotoviš, kakšen je dejansko primanjkljaj tekočin in se potem ravnaš po temu, ne? Da si narediš tak hidracijski načrt, da zaužiješ dovolj tekočine tekom telesne dejavnosti.